Da bomo malo odrezali preč porcijala tudi. Zdaj bo talet leta mala. Tako. Obi rad mora biti visoko tako. Lihne. Prav od začetka in pa namesto smole smo imeli ilovce, kar je bilo pa zelo zakomplicirano. Trak drži še skupaj, ne? A tist pa ni držal? Tist ni držala, pa nič kaj spritisnuti, krpa, kar si zamatal okrog. Zdaj je tole pa še izolirana, zaradi soku. A dež ni spiral tisto ilovco? Ma niti ni, samo smo čez del še krpa, da je branila. Trak nas mi priti čez ani, čez rezlina, tle, veš, zaradi objame in gre sajtama, kar je horkuha, pobere noter. Čez. Je bolj tekoča. Se pa posuši patle in ne pusti. To je to. Tu bodo rasle štuce. Jaz sem začel se res, lahko rečem, zelo mlad sem, pa imamo veselje do sadje, ker pri nas ni bilo, so bile tiste stare hruške, tepke in to, recimo majabke bumala. Tle po vas so pa ime so sadili in so tudi nasili z vrtnarji. Samo da tisto se niso obnesli in so vsi
vsi govorili, da pač na divjaka, če cepiš, da je najboljš zaradi vsega, najbolj trdna in tudi sadje, tako, ker sam hočeš, tako nacepiš. No in jaz sem v sadu jabolka, lahko rečem, s njim onih 12-13 let, mi je sosed prišel cepiti, da sem jaz ta prvo v sadu. Mi je odcepil, pa tisto sem gledal, pa sem ga pa vprašal, kako, ja pa to moraš tako, samo zdaj šatrec. Pale naslednje je bilo, da je pa, bo pa rade na češnje pa cepil. Da jih imeli po vas, pri nas jih pa ni bilo. Pale je pa sosedov sin to cepil, mi je pa malo bolj pokazal, kako to izgleda. Samo on je rekel, koščičari, a ne češnja in ringloji in take reči, če cepiš, da je najboljš, če krojiš divjaka od spodaj in da pride cepič, mislim, hlubu, a ne zraven. No in to sem ga tudi gledal in pa sem pa začel, to se tam pa gozdoveh, seveda, pa se je prijela, pa se ni prijela, vseh sorta je bilo. Da sem tudi z tega cepil, ja. Koliko dreves ste v sadu? Lej, tista češnja tle dala, vidi, dal prijakelno, tu keprtel, tu dal utasa, tu na teh pojk. Aha, tle dole. No, tista velika češnja sem tudi cepil. Je bil tudi divjak na začetku, Ja, tako kot danes, ja. ko smo videli. In tu je zdaj Velika debela dreva. 45, da je bila od spodaj. Je pa precej žledjeh palamov tega sadja, kar sem pa cepil, to pa moram reči, precej katastrofe bilo. Pa le tudi kakšna ni pasala, da si je ovirala pri predelavi, in smo je tudi ven ukapali, če si je dala ukapati, če ne smo je pa odrezali, na vseh sortah. Ne, vi sem. Ja, pa malo že pomaramo. Ne vidim zdaj še, ne vidim, kaj bi malo kako bi mi naredili. Samo še nikoli ni bilo v tem cajtu, a ne? Ne. Da bi ta cajt bila, recimo 10. novembra, da bi bila jabolka haret. Se še ne vem. Ni hruške, ja, nekatere malo. Tudi zdaj leta so pa hruške šle dol, jabolka so pa le kar haret. Dobro. Še lojter lahko, ne? Daj mi
rieslah nanesem, če ne imam Čakaj. Končušku. A se? Opa. Dobro. Cijele sa pust čiste. Ajde. Sad to zaždijela noter. Kaj bo hladno. Ne vem, jaz položila sem se. Ja, je. Kod je, Jani, da ni šlo čez flaška, kar itak potegne pa te zamaško vseeno notre. Pa prav, da se mejna packaje flaške, da nahre čeza, ne, med drugi smo ta prve kaj puhna, da je šlo čez skozi malo. Tako da bodo pene pa še tu v grla še malčka. No, tako. Nekaj od spodaj. Ti računam.
Vlažna, ma čudna, da je nisem. Ja, najbolj že ga probova, ne zdaj. A kar kaj? Ja, kaj še se vam zdi? Ja, sladak je posebno zdaj, ker je zrela sadje, je pa še bolj, kakor prej, še pa že prej je bilo. Ja. Koliko ste ga pa naredili letos? Ma niti ne vem, nekajkrat pa 100 liter. Parkrat po 100 let? Ja, nekajkrat, ja. Se pravi, je bilo zelo jabolk letos? Jabolke je bilo izredno, mislim, je bilo izredno letne. Pravzaprav je bilo tudi zaradi sadja, zaradi drugače hruške tudi, ampak jabolke pa sploh. So bile pa tudi leta, ko ni bilo čisto nič sadja, ne? Ja, tudi to se je godilo, ker še mislim, je že precej let nazaj, lahko rečemo tudi 25 ali pa še več, ki bo v celost, recimo 200-300 liter sadja, vsega jabolka in hrušk. V celi vasi? V celi vasi. Ker pa redko se je zgodilo, da je tako bilo, je pa bilo, tudi to je bilo. Koliko pa imate teh sort, tako vi recimo okrog hiše? Tle, mislim, v vasi obstaja čez 30 sort, recimo hruškan, jabolkan, tukaj. In tu so stare sorte tudi, ki smo te imena še celo druge pa prešvala nekako se pač reče, ker ponavadi se prenašajo imena od tistega lastnika, ker je tisto, če ni drugega drevesa okrog, pa se prenaša po tistemu največkrat, tako kaj da. Kjere so recimo? Za klančarco vem, kjere so še? Ja, sicer, veš, so klančarce, pa so... To so hruške, ne klančarce? Ja, klančarce, rožnice, drobnice, a ne, če njih so debele, pa jim pravimo drobnice, ne, tako so jim rekli. To so vse hruške, ne? Pole podhišarce, tu je mogla biti nekje, da je mogla biti ena podhiša za jih in da je pa tistem dobila tu, sigurno, ne, pa tepke, lušprne in takih, a njih je... Ja, ampak vi ste imel veselje že, ko ste bil otrok, a ne ste ta prvi? Ja, jaz sem to prve, lihtli sem sadil ena jabolka, divjaka, ki sem tam v manj ukapal. In pa sem pa Renčega Lokar je prasil, da mi je prišel, da mi je tu v cepu. In to takrat se je pa začelo, pa sploh pa ni bilo predaleč, 2 uri je daleč po divjake, ne. Videl sem pa vse to, pač ti ostane v anemu, da nekaj vidiš, a ne, da pač da vidiš vse okrog sebe, da ne greš kar mimo, da rečeš, a ne, sem šel mimo, pa ne bom kodal nič. Ja, 2 uri na eno stran. In kjer je bil primeren cajt, da ste šel po divjake? Pomladu sem sadil največ. Največ sem sadil pomladu, tako so tudi stari ljudje so rekli, da je najboljše pomladu, da v jesen rado rata, da je preveč plitvo vsaj, da pa le zmrzne, da ne obrodi ali pa da ne takrat ne zalivaš, in zdaj pomladu, če da pa malo zalivaš, da pa se prime rado, in se tudi res se prime. In pole, čez koliko cajta lahko gor na tega divjaka? Na tega divjaka naslednje leto cepeš, je pa prav, da lahko tudi isto leto, če je da skoreninjen, samo nima tiste moči in se ne rado prime zaradi tega, ker nima pač dosti hrane, in nima dosti soku, da bi pač zahnal. Kaj da največ vse naslednje leta pa le cepil. In koliko cajta potem traja, da pride ta prvi sadež? Je odvisno je tudi od sada, ne od jabolka, od hrušk, ker ene prej rodijo, ene bolj kasno. Tudi češnje, recimo, prav včasih so rekli, da tisti, ki je v cep, da tistih ne je. Da zraz je šele pale, samo ni res, v nekaj letih jih jemajo, pač tudi češnje, če je prav. Kaj je pa težje cepiti, hruške, jabolke, čerešnje, slive? Koščičar je bolj
so bolj tesni za prijeti, recimo, kar je jabolka ali pa hruška, se prime zelo rado, kaj da ni problema taka. Češnje so pa zmeraj imeli, da se narado prime, a ne. Samo kaj vem, če v pravem cajtu in da malo veš, kako pač je treba deti. Je pa odvisno celo od letne. Zdaj, če je mokra pomlad, a ne, da je malo bolj mokro, se tudi rajš prime, kakor če je kakšna vetrovna, kakšna suha pomlad, a ne. Ker se, če ne, ti scep se če pa sušita, ne, ker ne dobi dosti moči iz stola, a ne. No, in kaj ste pa še delali v sadja, recimo, poleg žganja, soka, mošt verjetno, ne? Ja, ma prav alkoholično, ne prav. Včasih, ja, ne? včasih, ja. Iz jabolka ali iz hrušk? Ne bo važno, vsega sorta se dela. Samo je pa tudi bilo, recimo, da smo tudi zaradi stiskati, bo to čist nekaj drugače, ne, to si je šlo na utež, da si na kontrapest se rekli, a ne, da si čez pritisnil, pa da si je stiskala dalskešna ranta. Tista preša, se rekli, je bila pač, si je še zmeraj še obstaja, je bila iz celha, lesu hruškov, mislim, hruška je bila otla in so struhali von in luknje naredili pri straneh, pa tle na ene, če da je bila bolj šibko, so delali na ring, drugače pa prav z celha ni nič, tudi počne, še zmeraj še. A ste še kaj druga marmelade, recimo, a so bile, ko ste bil vi otrok? Marmelada, ne vem, pa tudi lahko, da so tudi kuhali, ki veš, samo se ni bilo cukra, se ni bilo, da bi rekel, da bi kar nekaj spomahal deti zraven, ne še. Največ vem, da so pekli so kakšne štrudle, recimo, kakšne take reči, a ne, to ja, da so, a ne, to ste se zmislili, da pač. No, sej mislim, da so vse Da, ste videli.